Ta poslovalnica v mestnem jedru Metlike je ena od 22, ki jih bo NLB po Sloveniji zaprla. Ker tu živijo predvsem starejši občani, ti zdaj upajo, da jim bo ostal vsaj bankomat. Sicer bodo morali prihoditi kak kilometer, da bodo lahko dvignili denar. Za mene ne bo nič posebnega, ko imam še zdrave noge, ampak za nekatere bo pa dosti. Za nas je to še kar, ker smo mladi, imamo avto pa prevoz je. Smo razočarani nad tem početjem banke. Če gledamo zgodovinsko, je to prva dolenjska hranilnica in posojevalnica, tako da ima stavba veliko zgodovinsko vrednost, kulturno vrednost. No, tolažba pa vsaj za zaposlene. Kot še ve povedati župan, NLB namreč ne bo odpuščala. Enako tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer bodo po zaprtju poslovalnice vse 3 uslužbenke samo premestili. A tudi tam ogorčenje. Za vas to pomeni? Ja, nič, da bo treba zdaj v stražo iti, če boš hotel kaj poštimati. 4 kilometre v stražo. Tu je čisto ena oslarija, navadna oslarija je. In čeprav je med našim snemanjem tudi v Škocjanu poslovalnica dobro obiskana, jo bo NLB s koncem meseca zaprla. 10-15 kilometrov do naslednje banke. Ja. Se pravi, kako pa mislite, da to starejši ljudje klele pa na banku? Težko, sploh če so odvisno pač od drugih prevazov, nemogoče pa postane. Žalostno, to ne vem, kako bodo sprejeli. No, na poti v Kostanjevico na Krki pa se peljemo tudi skozi tole vas. In ko prispemo, res prava drama. Skupaj s Pustom namreč pokop tudi NLB-ja. Šentjerne je 6 kilometrov, ampak vedete, kako treba se v avto vse podpeljati, ne? Vsak pa, sploh pa starejši nima prevoza, ne? Žalostno. Ja, bomo, pogrešali hudo. Ja, pogrešali poslovalnico banke, ki so jo že tolikokrat pomagali rešiti s svojim denarjem. Očitno hvaležnost ni vrlina NLB-ja.